Dobar dan, dragi prijatelji. Ogromno dobrih razmislekov je bilo dano v teh naših vsakodnevnih preditvah za svobodo. Poslušamo čudovite ubeseditve razmer, ki jih živimo. Ko bodo nekoč, morda čez desetletja, zgodovinarji preučevali to zgodbo, ki kar traja, bodo zagotovo napravili primerjavo z tako imenovano vseslovensko ljudsko vstajo 2012-2013, ki je kazala čisto drug obraz političnega delovanja. Povzamemo, kaj je zaznamovalo tako imenovano vseslovenske vstajnike. Prvič, nasilje in vandalizem. Spomnimo se napadov na policiste, na parlament in druge javne zgradbe, obešanje ljud politikov, grožnje na domu izvoljenih politikov. Drugič, sovražna govorica. Spomnimo se samo gesel politike v Barbani rov ali tiste o klanju kristjanov. Tretjič, ekstremizem in protidemokratični refleks. Uživljali so komunistične doktrine, tako imenovane neposredne ali ulične ali celo ljudske demokracije. Pozivi, kot so volitve prinašajo le iste obraze in da je bil tudi Hitler izvoljen, kot so govorili, so jasno kazali, kaj si mislijo o volitvah in demokraciji. In četrtič, ko so tako imenovani vstajniki dosegli svoje notranje politične cilje, to je padec Janševe vlade in odstop mariborskega župana in tako naprej, so v ospredje postavili zunanje politične cilje. Bili so proti Evropski uniji, proti Evropi, proti ZDA, proti NATO. Danes po ukrajinski krizi postaja bolj jasno, zakaj. V letu 2013 so se demokratične sile pustile preglasiti agresivni manjšini. Prevzeli so oblast in ustvarili razmere, ki so jim omogočile ponovno zmago na volitvah. Brez dokazov so zaprli enega od ključnih ustanoviteljev te države in vodjo največje opozicijske stranke Janeza Janšo. In v tujini... Janša! 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 In v tujini tega ne doumejo in se sprašujejo, kakšen cirkus se gremo v Sloveniji. Že na prvi pogled je jasno, da naša zgodba, vaša zgodba ni primerljiva z njihovo. Naše demonstracije so, dragi prijatelji, za razliko od ekstremnih vstajnikov čiste kot solza. To je zgodba za svobodo, za pravno enakost, za demokracijo, za pravno in pravično državo, za spoštovanje človekovega dostojanstva, za solidarno družbo, za socialno tržno gospodarstvo, za Evropo. Od levih ekstremnih vstajnikov se razlikujemo tudi po načinu političnega angažmaja. Pri nas so prisotni simboli slovenske države. Zapojemo v himni, slovensko, evropsko, kakšno slovensko narodno pesem, kakšno zapoje samo. Recitiramo Prešerna in Cankarja in Toneta, Kuntnerja. Izvajamo druge umetniške zvrsti, ob tem pa vihajo slovenske zastave. Nobenega vandalizma, nobene granitne kocke, nobene rdeče zvezde, nobenega incidenta na več kot 60 prireditvah. Še afere Marela jim je spodletela, čeprav so jo poskušali potakniti. Naša zgodba je v jedru drugačna. Ni zazrta preteklost, ampak boljši jutri. Mi želimo s tem bojem za osvoboditev Janeza Janša naslednjim generacijam zagotoviti pravno varnost, mir, svobodo, demokracijo, evropsko prihodnost. Samo to. In samo tisti, ki ni začutil sporočila naših preditev, ali tak, ki je popolnoma nor, lahko govori o drhali, kadar govori o nas. Bravo! Mi smo omikani državljani in ne dovolimo, da nas nek direktorček zmerja z drhaljo. Dragi prijatelji, letos mineva 140 let od rojstva in 80 let od smrti Rudolfa Maistra. Človeka, čigar zasluge za ohranitev slovenskega etničnega ozemlja so izjemne in nedvoumne. Ko je svoje opravil, se je nanj kruto spravila visoka ljubljanska politika pod vplivom Beograda.
Nikoli si nisem predstavljal, da bi se lahko skoraj po 100 letih podobno usodo doživeli tudi osamosvojitelji Slovenije, Janša, Krkovič in drugi. Ampak, dragi prijatelji, ni sile, ki bi trajne zlomila naravni tok stvari, naravni tok zgodovine. In mi smo v naravnem, normalnem toku, oni niso. Računajo, da bodo svet spet vrgli stečajev, kot so ga njihovi vzorniki v Rimu, Berlinu in Moskvi v prvi polovici 20. stoletja. Ekstremistični stajniki res lahko sprožijo državljansko vojno, morda lahko celo zmagajo, a veselje bo kratko. Na dolgi rok so poraženci, saj vselej zmaga dobro in prav. In mi hočemo dobro in mi imamo prav. Naj živita Janez, Tone in svobodna Slovenija.